mesecu teče 25-letno koncesijsko, kjer je koncesionar VTE na eni strani centralno čistilno napravo za aglomeracijo Laško pa Rimske Toplice in na drugi strani tudi skrbel za njeno upravljanje in vključevanje. V zdajšnjem obdobju, se pravi v zadnjih nekaj mesecih, smo intenzivno pripravljali vse za to, da zagotovimo na eni strani nemoteno upravljanje s čistilno napravo tudi za naslednje dolgoročno obdobje, na drugi strani pa tudi, da poskrbimo za to, da je čistilna naprava v investicijsko in v dobrem stanju vzdrževanja, zato da se življenjska doba temu primerno tudi daljša. In v koncem letu je občinski svet sprejel, ki je pravda v našem kjeru, se pravi tudi na našem intenzivno dela na eni strani. Hkrati pa smo pristopili tudi že k prvem investicijskemu delu, je praktično že zaključen letošnji razpis za izbor izvajalca in pa dobavitelja. Na nek način načrtujemo v letošnjem letu investicijo za nemoteno vzdrževanje čistilne naprave. Tisto, kar se mi zdi ključno, je predvsem to, da za posamezne uporabnike, ki so priključeni na čistilno napravo, nekih sprememb ne bo in da so lahko na varni strani oziroma mirni, da njihove odpadne vode ustrezno čiščene. 300.000 za letos načrtovanih evrov zagotovo ne bo dovolj. V nadaljevanju še kolikšen strošek predvidoma? Ocenili smo nekako vsa potreba življenjska doba čistilne naprave podaljša za približno 20-30 let. Investicijske cikle in za Se pravi, po koncu koncesijskega obdobja stvari prevzame država in stvari potekajo nemoteno naprej. Malo podjetje je pristopilo na eni strani k izmenjavi oziroma sami primopredaji med koncesionarjem in pa njimi, ker gre za kompleksen sistem, je praktično dobre pol leta namenjeno tej primopredaji. Hkrati pa tudi skrbimo, da pravočasno poskrbljeno, da se okoljevarstveno dovoljenje glasi na novega upravljavca in kot že omenjeno, da vse aktivnosti povezane s čistilno napravo nemoteno tečejo. Program cest. Kar pravzaprav zajeten kupček denarja gre za ta namen. Kako letos potekajo, katera dela zdajle v tem trenutku potekajo, ki jih velja omeniti? Ja, smo že kar globoko v pomladnem obdobju, se pravi, lahko rečemo, da z tistim rednim zimskim delom, se pravi z zimskim vzdrževanjem na cestni infrastrukturi je za nami, se pravi je zaključeno in pred nami pa so ta, se pravi, pomladna in pa potem tudi poletna investicijska vlaganja. Želel bi omeniti predvsem tista prva, ki se bodo na eni strani odrazila tudi v določenih krajših zaporah posameznih odsekov in bodo na ta način tudi vplivala seveda na vse tam stanujoče. Prepričan pa sem, da bomo skupaj z izvajalcem asfalterskih del poskrbeli, da bo pa vse skupaj potekalo čim bolj nemoteno za vse uporabnike. Med prvimi že v mesecu aprilu, se pravi v prihodnjih dneh, načrtujemo sanacijo dotrajane oziroma zelo poškodovane ceste med Tevčami, potem Vrhom nad Laškim in potem proti Gozdecu, se pravi na najbolj dotrajanih odsekih na območju Tevč, kjer je vozovec in smoga, potem od Vrha nad Laškim se spuščamo proti odcepu Zažigon in pa še eno mestni odsek proti Vrhu. Nato je v planu tudi ureditev odseka ceste Laško, Ojstro in pa Reka. Tako na strani, kjer se cesta dviguje od Laškega proti
Ojstrem, kot tudi na drugi strani, se pravi na območju, če temu tako rečem, krajevne skupnosti Marija Gradec. Potem pa je še prav tako v mesecu aprilu planiran še odsek od Tevče proti oziroma skozi Golešče, proti Svetemu Petru. Želel bi pa nakazati tudi že usmeritve v mesecu maju, tam pa predvsem pomembna povezava ne samo za lokalni promet, ampak tudi kolesarji, ki prihajajo iz območja Celja proti Laškemu, se pravi lokalna cesta Hrstnik-Rifngost je tista, ki bo prav tako deležna ene take preplastitve oziroma sanacije tistih najbolj nujnih odsekov, predvsem tistih, ki so zemljiškoknjižno že urejeni. V letošnjem letu načrtujemo, da bo za soodlaže namenjenih približno 600 000 evrov.